želimo v teh časih, ko je večji del slovenske pozornosti usmerjen v spremljanje nastajanja nove vlade, upozoriti, da se sočasno dogajajo zelo turbulentne spremembe v svetovnem in tudi slovenskem gospodarskem prostoru in da na te spremembe mi počasi odreagiramo. Zato bomo danes predvsem dve temi, oziroma tri izpostavili, ker bomo tudi nekaj rekli še okoli interventnega zakona in proračuna v letu 2012. Zaradi tega, ker gre za razmere, kjer se skuša v tem trenutku upočasniti ali pa z nekimi napačnimi tolmačenji ali pa polovičnimi resnicami prikriti velikost problema. Če gremo najprej na to zlato pravilo, mi smo tudi uradno podali informacijo, ki žal ni bila slišana predvsem v političnih krogih, da seveda podpiramo ukrep, da bi tudi za ustavno normo omejili obseg zadolževanja države, vendar bi ta ukrep ne dosegel svojega namena, če ga istočasno ne bo spremljala tudi na isti način določena norma, ki bo določala, koliko pa je lahko sploh obseg javne porabe na letni ravni. Namreč v Sloveniji imamo v tem trenutku prihodke tako velike, da se zadolžujemo, na drugi strani so pa odhodki polovico bruto domačega proizvoda. In vemo, da je na mizah vladnih že nekaj časa tematika in problematika zdravstva, kjer z prispevki v obsegu, kakršne imamo, ne zberemo dovolj, se pravi, zdravstveni sistem ima izgubo in zato nekateri v vladi gojijo idejo in razvijajo tudi, da bi povečali prispevke za zdravstvo oziroma za zdravje. In še na nekaterih področjih. Skratka, če mi ne omejimo obsega javne porabe, bomo lahko še naprej imeli zelo visoko obdavčitev ali pa visoke prispevke, kar znižuje našo konkurenčnost. Zato, kot rečeno, mi predlagamo, bomo to tudi v dialogu z političnimi strankami in tudi z ministrstvi sprožili po uradni poti, da se istočasno, tako kot so tudi nekatere politične stranke predlagale, omeji obseg javne porabe in to na 42%, z možnostjo, da to dosežemo z 2% zmanjševanjem v naslednjih 4-5 letih. Ne gojimo iluzije, da bi to lahko naredili v prvem letu, vendar pa enostavno moramo ta obseg znižati, če hočemo, da bomo ohranili konkurenčno gospodarstvo. Po vseh kazalnikih so prispevki in davki, ki jih plačujemo v Sloveniji, nadpovprečno visoki, v razmerah, kakršnih pa smo v tem trenutku, pa verjetno lahko še dodatno argumentiramo, da je tukaj potrebna racionalnost. Sam nasprotujem že v naprejšnjem strašenju, to tudi javno slišimo, da čim bomo zmanjšali ali število zaposlenih v kakšnem sektorju ali pa kakšen obseg pravic, da s tem avtomatično zmanjšamo tudi samo kvaliteto. Ocenjujemo, da je možno za boljšim menedžeriranjem, za boljšim upravljanjem vseh teh sistemov, tudi z racionalnejšim poslovanjem, za manj administriranja in birokratskih opravil, zagotoviti z manjšim obsegom javne porabe približno isto kvaliteto vseh teh storitev. Drugo področje, o katerem bomo danes spregovorili in v katerem bosta dali dodatni informaciji tudi moji sodelavki, je področje povezano z, recimo temu, z upniško-dolžniškimi razmerji v Sloveniji, ki jih ureja kar nekaj zakonodaje. Pojavila se je namreč ocena, da predlogi, ki jih je vlada tudi po našem posredovanju prejšnji teden poslala naprej, oziroma jih je sprejela, da so nastali prehitro, premalo premišljeno in da bodo predvsem povzročili legalizirane kraje in izrazito slabo pozicijo za mikro in mala podjetja.
Namreč, kot veste, mi smo predlagali, da se podaljša rok za poplačilo malih ali pa vseh upnikov v postopku prisilne poravnave in da se tudi zmanjša obseg oziroma delež, ki ga morajo poravnati v postopku prisilne poravnave iz 50 na 30%. Argument, ki ga naši partnerji na nekaterih zbornicah, predvsem pa na obrtni zbornici, navajajo je, da bomo na ta način mikro in mala podjetja in obrtnike še bolj diskriminirali. Naš predlog je nastal na podlagi analize razmer v Sloveniji, ki kažejo, da so v postopku stečaja upniki poplačani manj kot 20%. V primeru Vegrada, ki ga vsi najbolj poznamo, pa v tem trenutku v stečajni masi ni sredstev niti za poplačilo stečajnega upravitelja. Istočasno vemo, da posamezni postopki stečajev tečejo tudi do 20 let, ker se dražba na dražbo ponavljajo in na koncu to premoženje praktično ni vredno nič. Ocenjujemo, da že sedaj imamo v Sloveniji kar nekaj zakonskih določil, tudi drugih zakonih, v zakonu o gospodarskih družbah, v zakonu o kazenskem postopku, ki omogočajo, da mi to legitimno, oziroma nelegitimno, legalno krajo, ki se lahko dogaja v postopku prisilne poravnave, zaustavimo, preprečimo. Vemo, da nekateri postopki prisilne poravnave so bili v Sloveniji izpeljani tudi tako in z namenom, ko to ni bilo potrebno, da so upniki ostali brez svojih sredstev. Vendar moramo seveda tukaj poudariti, da, kot rečeno, ta zakonodaja že sedaj omogoča, da to tudi kazensko preganjamo, ali pa da 199.a člen omogoča, da že upniški odbor sam prepreči taka dejanja. Skratka, ocenjujemo, da bi lahko z kombinacijo vseh teh zakonov omogočili, da bi na eni strani upniki bili poplačani v večjem obsegu, predvsem hitreje, tudi v tej smeri grejo naši predlogi sprememb, da so ti postopki hitrejši in nenazadnje, da seveda zaščitimo tudi z drugimi zakoni upniške interese. Naj le opozorim, ko pravijo, kateri primer prisilne poravnave se je pa končal sploh v Sloveniji uspešno. Ravno v teh dneh se je zaključil postopek prisilne poravnave v Inkosu v Karmelju in so bili upniki poplačani 50%. Danes se je začel v Ameriki postopek prisilne poravnave za korporacijo Kodak. Po Chapter 11 ameriške zakonodaje je prisilna poravnava še zmeraj nekaj, kar je mogoče in kar seveda v teh postopkih ocenijo vsi upniki, da je smotrno. Tako v Ameriki, kot drugod v Evropi, kot v Sloveniji, pa seveda lahko upniški odbori ugotovijo, da je recimo postopek prisilne poravnave neracionalen in da je boljša rešitev stečaj. Vendar to je odvisno od vsakokratne konkretne situacije. Mi samo ocenjujemo, da moramo imeti take pogoje, da bo prisilna poravnava smiselna, smotrna in tudi z možnostjo uspešnega zaključka, kajti tako, kot je sedaj postavljeno, bolj napeljuje na stečaje. Kolegica bo povedala, kako se povečuje število stečajev na leto in, kot rečeno, analiza stečajnih postopkov kaže, da dobijo upniki manj kot 20% terjatev poplačanih. Toliko bi jaz imel za uvod in bi predlagal, Alenka, da nekratko predstaviš še naše argumente in konkretne rešitve, ki smo jih predlagali za to, da bi prišlo hitreje do teh sprememb insolvenčne zakonodaje v Sloveniji. Ja, lepo pozdravljeni. Mislim, da smo se z večino vas na teh naših konkretnih primerih že pogovarjali, smo jih predstavljali. Zato dovolite, da zgolj ponovno povzamem tista dejstva, ki so pomembna, s katerimi lahko odgovorimo nasprotnikom pripravljenega predloga zakona o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju. Dejstvo je, da so zaostrene razmere v gospodarstvu že v začetku leta 2011
terjale spremembo insolvenčnega zakona. Še bolj pa so bile te potrebe nujne po prenagljenem, preuranjenem spreminjanju vstopnega pogoja za uvedbo prisilne poravnave, ki je bil takrat določen na 50% poplačila navadnih upnikov v dobi 4 let. Izkazalo se je, da je zaradi rapidnega slabšanja likvidnosti v gospodarstvu prišlo do pojava, da se je uveljavljanje, začetek prisilne poravnave praktično ustavil in da so se rapidno povečalo število stečajev. V letu 2011, to je tudi vam znan podatek, je bilo število stečajev enkrat večje kot v letu 2010 z visoko stopnjo rasti. Nikakor ni na mestu očitek, da je predlog, ki je sedaj v parlamentu bil pripravljen nepremišljeno. Nasprotno, na Ministrstvu za pravosodje je bila tudi na našo pobudo organizirana strokovna skupina, v kateri so bili vključeni vsi deležniki, tudi predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice. Bistven prispevek in predlog, ki se je v tej skupini temeljito obravnaval in analiziral, je bila sprememba insolvenčnega zakona ZFPIP, kot mu na kratko rečemo, prav v dobro malih in mikropodjetij, ki so vse skozi opozarjala, da niso sposobna izpeljati postopka prisilne poravnave, ker je bil postopek predrag in predolg. In zato je bistvena novost v temu predlogu prav uzakonitev poenostavljene prisilne poravnave. Danes po aktualnem zakonu mora malo mikropodjetje, ki nima več sposobnosti plačevanja svojih upnikov, mora zbrati najmanj 20 000 evrov, da dokaže, da je insolvenčno. To je nedopustno. In zato na kratko uzakonitev poenostavljene prisilne poravnave pomeni enostavnejše, cenejše, hitrejše postopke finančnega prestrukturiranja, zaradi katerih je podjetjem, ki so se sposobna prestrukturirati, ki imajo posle, da lahko v dogovoru s svojimi upniki ohranijo zdrava jedra svojih podjetij in tudi seveda delovna mesta. To je bistven poudarek. Seveda sprememba predloga insolvenčnega zakona gre tudi v dodatne ukrepe, ki dajo večjo možnost aktivnega ukrepanja upniških odborov, ki imajo večjo pristojnost za nadzor v sodelovanju z upravitelji prisilnih poravnav in nenazadnje tudi stečajnih postopkov, da lahko neposredno vplivajo na to, kako ti postopki potekajo. Vse s ciljem, da bi bil izplen vplačil upnikov večji. V to smer gre tudi uzakonjena možnost kapitalizacije terjatev, kar v bistvu zopet ponovno veča vlogo upnikov, tudi morebitnih dodatnih strateških partnerjev, da aktivno vstopijo v upravljanje podjetja, ki je v postopkih insolventnosti. Dodatno varovalko, ki kaže na resnost priprave tega zakona, uvaja tudi instrument 15-dnevnega roka, ki je kot nek limit, do katerega lahko podjetje v insolventnih postopkih zamuja s plačilom plač in prispevkov in davkov. Zaradi zlorab, ki so danes mogoče, ko prisilne poravnave trajajo dolgo časa, kjer se ravno na račun tega instituta odlagajo ti postopki, je ta varovalka zelo pomembna tudi kot neko dodatno pravno varstvo zaposlenih v teh insolvenčnih podjetjih. Predlog zakona uvaja tudi dodatne merila, dodatne odgovornosti tudi za vodje prisilnih poravnav oziroma stečajnih postopkov, za katere danes vemo, da imajo škarje in platno in da imajo v bistvu v sodelovanju s sodišči velikokrat premalo konstruktivnega dialoga in delovanja v dobrobit tega, da bi ohranjali tista tolikokrat izpostavljena zdrava jedra podjetij. Situacija v Sloveniji se na tem segmentu tako slabša, da se želimo v uveljavitvijo tega zakona v bistvu izogniti masovni, kako naj rečem,
masovnim stečajem podjetij, ki bi bila sicer ob temu olajšanemu pogoju izvedbe prisilne poravnave sposobna nadaljevati ob drugačnih pogojih poslovanja. Ob zaključku naj poudarim, da nikakor ni res, da spremembo vstopnega pogoja za uvedbo in izvedbo prisilne poravnave, ki ga znižujemo iz 50%, ki se s predlogom zakona znižuje z 50% poplačila navadnih terjatev v roku 4 let, da se znižuje na 30% dobe 4 let oziroma 50% v 8 letih, da je to gotovo za tiste, ki terjajo zelo slabo rešitev, ampak še vseeno bistveno boljša kot 10 ali manj odstotkov poplačila v postopkih stečajev, ki trajajo leta in leta. Ključno pri vseh teh naših zgodbah v slovenskem pravnem redu je, da stečajni postopki tečejo bistveno drugače, bistveno manj učinkovito kot v sosednjih državah. In zato je bil zgled za pripravljavce tega predloga zakona posnemanje avstrijske prakse. Nekaj od tega nam je uspelo, nekaj od tega še ne. Avstrijska praksa ne definira vstopnega pogoja nominalno opredeljeno, tako kot je v tem zakonu, ampak enostavno opredeljujo rok 90 dni, v katerih se morajo sodnik in predlagatelj insolvenčnega postopka dogovoriti, dokazati, da so sposobni poplačati svoje upnike v nekem primernem roku. Žal tega roka v predlog tega zakona nismo uspeli umestiti. Torej, ko se opredeljujemo do potrditve ali nasprotovanja sprejetju tega zakona, tehtamo med boljšo od 2 slabih rešitev. Ali poplačati 30% najmanj ali več navadnih terjatev, kajti vemo, da so zavarovani upniki poplačani 100%, banke, hipotekarna jamstva, vseh vrst. In na drugi strani, torej, da se odločamo o tem, da preferiramo boljšo rešitev od 2 slabih. Stečaji pomenijo zaključene zgodbe, tako v poslovanju, za delovna mesta, za nenazadnje tudi cele dejavnosti, kar še zlasti pomeni za področje gradbeništva in še katerih drugih.